like a girlfriend, no way, no way. Ok, Avril Lavigne, teorija zarote, ura je 14:44. Same engelske številke zadnje čase videvam. Mislim, zadnje čase, ali zadnje 2 meseca, tako da ni bad. Shut up. Teorija zarote je o tem, da to ni ona, ampak njena dvojnica Melissa. Jaz bom na koncu povedala, kaj mislim, zaenkrat pa tako kot vedno, odprite možgane, odprite srce za nove potencialne teorije in gremo skupaj v ta video. Baje se začne že vse skupaj leta 2005, ko so imeli nek fanpage, ko se je imenoval Skaterboy in so rekli, ne, že na začetku Avril kariere je njo občasno menjala dvojnica Melissa. Potem v nekem trenutku naj bi dejanska Avril tudi umrla in naj bi jo zamenjala dvojnica Melissa dokončno, torej še vedno, še danes. Zdaj zelo pogosto fani trdijo, da če bi se ta sprememba oziroma zamenjava zgodila, bi se zgodila iz leta 2003 na leto 2004, ker je takrat se zgodila zelo očitna preobrazba Avril Lavigne, če je to ona, ali pa iz Avril na Melisso, ampak je zelo očitno, kar se tiče oblačenja, stil oblačenja, vizualno. Pete je začela nositi, iz All-Starke je začela pete nositi. Frizura je čist druga, glas se je dejansko spremenil, pri katerih se res ustaviš in pomisliš. Vsebina je šla iz mečkam bolj zabavne, happy v res temačno dark, ker besedila na marsikaj lahko opozarjajo, če si pozoren. In valjda bo vsak zdaj rekel, ja, ljudje se spreminjajo, stvari se spreminjajo, stil se spreminja, dobesedno struktura kosti se spreminja, se strinjam, do ene meje, ampak tukaj se je res veliko stvari zgodilo. Torej, zakaj bi sploh Avril Lavigne v začetku kariere imela dvojnico? Odgovor naj bi bil, ker se je res borila s slavo. Ne, odgovor naj bi bil, odgovor je, ona o tem javno govori. Zelo jasna glede tega, da je ta njena slava prišla čez noč in bila je nerealna na eni točki. Mislim, da leta 2002 je imela drug najbolj prodajen album na svetu, kar pove veliko. To pove, da je toliko pozornosti na tebi, sploh če si punca, tako kot je bila ona preprosta, malo tomboy, definitivno ni bila rojena za to slavo, rojena je bila pa pač za petje, ker je nastopala že kot 13-letnica in je bila super takrat, a ne? Preprost šok za njo je bil, zato bi imela potencialno lahko dvojnico, da ji omili situacijo. Prvotna Avril, še dejansko v smislu, kada ena je Avril, druga je Melissa, je itak skozi nosila All-Starke, naprimer, pa nasploh nizke čevlje. Melissa, ko ne bi jo zamenjala, je takoj prišla s stilem, ker so bile skozi v igri pete. Ampak to ne govorim zaradi tega, ker drug okus je dobila. To govorim zaradi tega, ker ona je dejansko malo različne višine. Ne toliko malo, dejansko 3 cm, ker ni za nič. Ne moš v parih letih se kar skrčiti. Mogoče pa, ko si star, ne pa, ko si star, ne vem, 20. In ja, Avril prej naj bi imela okrog 158 cm, ta nova oziroma Melissa pa kakorkoli merijo, kakorkoli preučujejo 155 cm. Teoretiki verjamejo tudi, tle se jaz ne bom poglabljala, ker ne poznam toliko v nulo pesmi in da ne bom šla čisto vsega čez, ampak verjamejo, da je Melissa, ko je prišla na sceno, na nek način ves čas žalovala za Avril oziroma je hotela subtilna sporočila spustiti fanom, da Avril ni več, ne? In ne bi ves čas v besedilih to poudarjala. Naprimer v pesmi Slipped Away, dan, ko si se izmuznila, je bil dan, ko sem gotovila, da ne bo isto. Bil je pa celo en reklamni posnetek, kjer je imela Avril Lavigne na roki napisan Melissa, tako da. Šok bi izhajal že iz leta 2001, ko je Avril podpisala za LA Reid založbo pogodbo, ki je bila vredna več kot 1 milijon, stresno, in potem je bilo to prodaje naprej za 18 milijonov, kar je po mojem res mindfuck za tako mlado osebo. V bistvu, namesto da bi ona uživala potem v glasbi, je postala zlata gost, to pomeni, da vsi vidijo v njej samo, kaj bo še lahko prinesla, v bistvu je hodeč denar in če že itak psihično nisi takrat najbolj stabilen, nimaš najbolj zdravega mentalnega zdravja, kje potem še opcija, da mu daš čas, če si ves čas sam na intervjujih, na nastopih in snemaš in delaš. Kje si srce? Danes so te edi čist povsod, Še hujše pa to, da velikrat pridejo skupaj z raznimi virusi in zato je danes tukaj Surfshark sponzor tega videa. To že vemo, da se s Surfsharkom lahko na Netflixu gledaš vse in pa poskrbi, da streamanja nič ne upočasni. Surfshark ima 3200 serverjev v več kot 65 državah, bitch please.
In za to ceno on dela na več napravah naenkrat, tako da ga komod šeraš za ston naprej svojim friendom. Also, s Surfsharkom preslepiš vse ostale epe, ki non-stop zahtevajo tvojo lokacijo. Pa za vse gamerje VPN lahko setapaš tudi na PlayStation. Surfshark je tako kot ena maska za tvoj IP naslov, noben ne ve, kaj delaš, ker je vse zabluran z enkripcijo. Poleg vsega tega še 30-dnevna garancija vračila denarja, če ti vse ostalo pač se ne splača za ceno ene kave na mesec. Cena je pa trenutno 83% off, link je spodaj v opisu, koda pa tudi. Naslednja fascinantna stvar, ki se je zgodila, je bil njen avtogram in točno takrat iz 2003 na 2004 se je zgodila sprememba. Torej, predstavljaj si, da te nekdo zamenja oziroma da si ti ta Melisa, ki jo je zamenjala, imaš dve opcije. Ena opcija je, da se spomniš nov avtogram, torej ga spremeniš ali pa poskušaš posnemati starega, ker je načeloma težji. In ja, takrat je Avril tudi zamenjala popolnoma avtogram, imela je to takrat naprej novega. Tudi CD, ki je takrat ven prišel, je bil v bistvu Avril Lavigne Under My Skin. A veš, mislim, dobesedno prevede se Avril Lavigne pod mojo kožo. Kad koža nekoga drugega, Avril Lavigne je pa ne bi bila spodaj. Mislim, amazing drugače, moram reči. Meni to ni toliko močno, kot sam naslov, ampak recimo, če vzamemo zakup, da je Avril Lavigne napisano s črno in potem je dejansko Avril gor oziroma Melisa v tem primeru oblečena v črno, tako ker da bi žalovala plus rdeč križ ima na sebi, tako da je res vse malo tako shady. Ne govorim nasploh o mračnosti tega CD-ja in vsebine in slik in teksta in vse je pač šlo res dark. Prej sem že rekla, da ni bila skrivnost pri njej, da se ni počutila v redu. Imela je tudi ta Lyme disease, ker zdaj meni se zdi, da vsak tretji zvezdnik to ima in se počutiš obupno. Je enkrat tudi na odru, recimo, upam, da bom najela ta posnetek, je ona na levi roki ima flešter in ta flešter lahko pomeni več stvari, lahko je del stila, ampak na hitro pomisliš je pač, kaj je pod flešterom in kaj so tukaj drugega kot žile in velika verjetnost je, da bi si lahko sama te žile prizadejala. Če gledamo tudi percepcije, da je bila ona desničarka oziroma je desničarka, bi tako še najlažje dosegla levo roko realno, ne bi šla desne rezati, če bi, a ne. Možemo obtoževati takih stvari. Zdaj, kar se tiče fizičnih sprememb, prej sem jih majčkeno naštela, ki so take uradne, ne vem, višina, sprememba v oblačilih je zelo očitna. Avril dejansko prej včasih govori o tem, o teh divah, o teh ženskah, ki se ful lepo rihtajo oblačijo, da je to totalno ne njen stil, da nikdar ne moramo pričakovati od nje, da taka bo in točno taka je zdaj Avril oziroma Melisa, whatever. Kodri, blond, oblekce, pete. Valjda kot najstnica je lahko imela čisto drugo mnenje glede tega. Jaz sem bila tudi tomboy, pa se zdaj rada uredim, ne. To je vse normalno in vse možno, ampak spet samo naštevam razne dejstva in opaske. Na VMA 2021 je ona prišla, to je bilo majčkeno smešno, je prišla sicer ful tako, tista pop, rock, punk star oblečena, kakor je bila včasih v, ne vem, spotu Girlfriend. In je ful smešen, ker so njeni ime v narekovajih napisali zato, ker se vsi tako norca delajo, da to ni ona, ne. In je pa ful mimov iz tega nastalo, upam, da sem najdla kakšnega, ker folk se delo norca dela, ampak glih zato, ker se norca delajo, bi v tem bila neka moč, ne, da bi rekala, haha, to je le smešen, čeprav, če bi bilo pa res, bi pa s tem čisto prikrili, da je res. A ne, če se norca iz nečesa delaš, to je kar powerful. Tudi zdaj, ko jo sprašujejo, kdorkoli že to je, Avril ali Melisa, kako je njeno mentalno zdravje, reče malo gor, malo dol. Tale video po mojem sem vam še dolžna, da ne govorimo samo o vizualnih spremembah, da dodamo še to, da naj bi prejšnja Avril imela globi glas in ta nova Avril naj bi imela majčkeno bolj visok glas na nek način. Če boste slišali, boste, če ne boste, ne boste, tukaj je video. For a compilation album for War Child, which is called Songs of Peace, which goes towards the children who've been affected by the war, and it just came out like April 14th, I think. The song that I'm going to perform for you guys is the first song that I ever learned to play guitar to when I was a little girl, and so it has a lot of meaning to me. This is a Bob Dylan tune. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. Mama, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. Da
cenzurirano zaradi tega, ker je odstranjeno ali pa demonetizirano. In valjda še ena ful pomembna stvar, najbolj pomembna vizualna stvar, ki jo želijo poudariti, je njen nos in njen nos je drugačen. Na neki točki sem jaz odvila, da so zobe drugačne. To je ena stvar, ki je mogoče še malo težje spremeniti kot nos. Nos je pa dokazano spremenjen, zdaj pa ali operacija, pa ni nič tacga pač na tem, razen tega, da je želela operacijo nosu, je pa strokovnjak to potrdil, tako da ni vprašanje, ni luč, ni ne vem kaj, je dejstvo. Pač nos je drugačen, kot je bil prej. Ziher so Avril vprašali, kaj misel o teh teorijah in odgovor je: That is just dumb internet rumor and I'm flabbergasted that people bought into it. Isn't that so weird? It's so dumb and I look the exact same. On one hand everyone is like, oh my god, you look the same. And on the other hand people are like, oh my god, she died. Exactly, je res, da o njej še vedno poslušamo samo to, da se fizično ni spremenila, da je ista, da je skozi isto mlada, isto stara, ker je res pač nenormalno dobro izgleda in po drugi strani, oh my god, čisto drugačno, prejšnja je umrla, kva. Skratka, jaz sem tle ful neopredeljena, oziroma meni se zdi, da je kar stara Avril, ki pač ima določene spremembe tekom življenja in to je to. Simpatična teorija zarote, ker je dosti stebrov, ki jo podpirajo, tako da ne moramo reči, da je kar nekaj za lase privlečena, ne tako. Poleg vsega tega še Surfshark, sponzor tega videa. No, 83% off, link je spodaj v opisu, koda pa tudi. Napišite vi, kaj mislite za foro, pa če še kaj, ker sem zgrešila, ker je možno. Mama out zaenkrat, pridni bote, radi se mejte.